Živjo, danes smo v takem mičkeno praznično obarvanem Q&A-ju in pogovarjali se bomo o Peruju. Jaz sem bila v Peruju zdajle čist na svežu, novembra, tako da vprašali ste me kar nekaj stvari na Instagramu in danes bom probala čim bolj uporabno odgovoriti na vsa ta vprašanja, da bo ta video lahko vam v pomoč, če se boste kdaj odločili iti v Peru. Bi pa že zdaj povedala, da so to čudoviti kraji, ful lepa država in zdi se mi, da je ful moj obisk tam bil res vreden in denar, ki sem ga zapravila, da ko sem prišla domov, sem bila tako. Tu je bilo pa vredno svojega denarja. Tak je bil občutek na koncu in tu je pač vedno dober občutek, ko potujemo. Da ne bom preveč govorila, vprašanja so na telefonu, pa kar začnimo. Začnimo z enim najbolj pogostih vprašanj in sicer zakaj sem šla sama. Zdaj malo pred zgodbe, jaz sem ful potovala sama, ko sem bila mlajša, oziroma ko je bil nek življenjski stil malo bolj še na free, ko ni bilo še SP-ja, ko ni bilo teh stvari. In takrat sem jaz naokrog lutala veliko sama, čeprav sem bila s Klemnom v enih obdobjih že skupaj. Potem seveda življenje zavija svoje poti, kupila sva tudi kombi, tako da kombi je v bistvu ta najm piči miško, kar veliko te popotniške žilice nekako zadostil. Ampak skozi nekje v ozadju je ta ideja o solo potovanjih oziroma o potovanjih nasploh pač bila še vedno živa. Tako da jaz, kot nekdo, ki pač projektno dela, si nisem sploh mislila, da bom še kam šla letos, ampak pol sem videla to neko luknjo v novembru, čeprav je bila zelo na knap, ampak sem bila tako, če vzem laptop s sabo, pa še malo podelam tam. Jaz dejansko lahko grem v Peru, Klemen pa žal zaradi svoje narave dela ni mogel, ampak tudi želim poudariti, da tudi v bistvu ni hotel. Namreč najina percepcija, kako dojemamo potovanja, ni enaka. Jaz sem ful bolj popotniška kot on in to je treba spoštovati. Tako da on je rekel, če ti hočeš iti, pejt, bukiraj to karto, jaz bom doma. Zato sem šla sama in ali mi je žal, ne. Ali hočete videti, kaj imam še več povedati o solo potovanju, sploh kot ženskem solo potovanju, imate pa tlele vlog, ki sem ga posnela v Peruju. Na to lahko navežem tudi vprašanje varnosti, pa kako je biti ženska kot sama ženska v Latinski Ameriki. Počutila sem se zelo varno, Peru se mi zdi zelo varna država, primerjam jo pa lahko, jaz sem bila zdaj že v skoraj, mislim, da 60 državah. Bi rekla, da je turizem tam nekaj, kar ni na novo, in se tu vidi, zato so tudi določeni mehanizmi ali pa načini, kako tam deluje turizem, zelo varni. Tu pomeni avtobusi, vse te neke organizirane potovanja, vse tako zelo deluje, kot da poteka kot po tekočem traku. Tako da noben ni niti od domačinov dvakrat požmignil, ko je videl, da sem jaz sama. Tako toliko punc sem spoznala, ker same potujejo, pa ene res 10 let mlajše od mene, ene 10 let starejše od mene, da se s tem v bistvu noben ni nekaj ukvarjal, noben ni temu posvečal pozornosti. In enkrat sem delila na Instagram storyjih, pa je bil kar velik odziv, da v bistvu, ko greš v te kraje, vidiš, da vsi potujejo pa tako 2, 3, 6 mesecev, eno leto, da jaz sem bila tam pač 3 tedne, tu je bilo za večino ljudi tako, kva ti delaš le samo 3 tedne in ful od teh ljudi s temi komentarji so bile v bistvu punce, ki potujejo same in tu res v tem popotniškem svetu res ni nič takega. Tako da, če ponovim, varnost v Peruju se mi zdi na zelo visokem mestu, sploh če upoštevaš te neke splošne varnostne, v smislu ne greš v nek del mesta, ki ti ga odsvetujejo, ne hodiš glih ob 2 zjutraj sama po ulicah, pa če skrbiš normalno za svoje stvari. Pa nasploh se mi zdi, da njihova kultura v primerjavi s kakšno drugo latino kulturo ful ni toliko seksualna. Tako da nimaš občutka, da ne vem, če prideš na avtobus, da te vsi počekerajo, da imaš feeling, dajmo se zdaj malo umiriti. Ni bilo tega občutka, zelo so vsi tako prizemljeni in se ne počutiš, da izstopaš na kakršenkoli način, sploh v teh pač res turističnih krajih. Eno vprašanje je bilo Peru z majhnim otrokom. Po mojem mnenju ne, ampak vi sami veste, kakšni popotniki ste, ampak zakaj ne? Ni zato, ker ne bi bila ta država čudovita za doživeti z otrokom, majhnim otrokom, zdaj ne vemo, o kakšni starosti se tle pogovarjamo. Gre sem za to, da Peru je ogromen. Pejte na zemljevid, pa si poglejte, kako je Peru ogromen in so te razdalje med samimi kraji, zdaj razen, če bi leteli z avionom, ampak tudi tu vam doda določen stres, pa določen pač nek, da vam malo pije energijo, tudi če letiš po državi. Ampak ja, če imaš recimo Cusco kot bazo za Machu Picchu, bazo za tudi druge zanimivosti,
in imaš potem Arequipo in imaš potem obalni del Limo. Ne? Predstavljajte si tak trikotnik. Sploh nisem omenila še amazonskega gozda pa severa. Sem pogledajte razdalje med temi 3 točkami. In tu so vse neki nočni avtobusi. Sicer gor se dobro spi, zelo so udobni, pač njihovi avtobusi so tako ful, imaš širok sedež, če se lahko zlekneš nazaj in tako. Ampak sami veste, spati na avtobusu ni enako kot v hotelu ali pa Airbnb-u. In zdi se mi, da bi bil majhen otrok tam preveč izčrpan. Tukaj je tega premikanja. Tako da jaz bi mogoče zbrala za majhnega otroka neko državo, ki je bolj kompaktna, da res uživaš v tem, kar ponuja, ne zapravljaš pa energije na samem premikanju okrog. In da potem se gre v Peru, ko so otroci že tako malo starejši, pa fit, pa lahko res naredite tudi kakšen trekking skupaj in je pol tu čist neka nova plat države. Ali se znajdeš, če ne znaš špansko? V Latinski Ameriki se mi zdi, je vedno si v prednosti, če znaš vsaj malo špansko. Vsaj imaš malo špansko pomeni tudi, če znaš dobesedno 3 stavke. Domačini so zelo dovzetni za to, da te takole poslušajo, ti si tam lomiš jezik, ampak oni so probajo te razumeti, kaj jim hočeš tam na tržnici povedati. S tem lahko veliko bolj navežeš nek stik. Bi pa rekla, da v modernem času nič več ni mus. Kot sem rekla, je turistična država, tako da veliko teh vodnikov za kakšne turice, ki si jih rezerviraš, itak vsi govorijo angleško. Vse ostalo pa si komotno naložite kakšne aplikacije ali pa Google Translate in pač na licu mesta prevedete kakšne stavke, če je nujno potrebno nekaj prevesti. Tako da jaz bi rekla, ja, da nič ni nujno, pride pa prav. Koliko dni si bila, koliko priporočaš, koliko se ti zdi minimalno dni za obisk? Jaz sem bila dobre 3 tedne, kar pomeni, da sem bila 3 tedne tam, pa še plus pot. In tu se mi zdi iskreno nek minimum. Upoštevati moramo, da letimo na drugi konec sveta in kakorkoli boš obračal, bo ta pot dolga, bomo potovali tudi z najhitrejšimi letali. Z minimalno prestopanja bomo potovali praktično dan pa pol. Jaz sem si merila torej res od trenutka, ko zapustim recimo dom v Sloveniji, pa do trenutka, ko pridem v Airbnb v Peru, je tu dan pa pol, se obrnu, ker drugače sploh ne moreš. Že sam let je več kot 11 ur, glavni let, s tem, da ponovadi moraš še prestopati. Tako da se mi zdi to nek minimum. Pa še tu sem si jaz ogledala, sploh ne cel Peru, nisem šla v amazonski gozd in nisem šla na sever. Bi bilo možno, predvsem moramo vzeti v zakup, da sem jaz še snemala video vmes. Tako da pri meni je bil v bistvu po vsaki dogodivščini, vsaj en dan, v bistvu čiste pauze, ker sem editirala. In za vse tiste, ki se s tem ne ukvarjate na potovanjih, se mi zdi, potem lahko jih naredite še bolj pestra in greste na več lokacij, tako da vse je možno. Komot si na internetu pogledate kakšne itinerarije drugih ljudi. Tako da jaz sem na koncu bila v bistvu Cusco in vse, kar ima Cusco za ponujati in trekking in vse. Arequipa, v Arequipi spoznala ekipo, s katero sem šla plezati v Colca kanjon, potem sem šla pa proti Huacachini, Paracas, Lima in sem že mogla iti domov. Tako da se je kar hitro obrnilo. Ampak ja, res, poglejte si na spletu, kako kaj drugi si splanirajo potovanje, pa lahko v bistvu z notranjimi leti sploh še dodate kakšno regijo. Seveda je pa zelo odvisno od vašega načina potovanja. Jaz vem, da eni popotniki si radi vzamejo bolj na easy, eni so tako, da res šopajo vsak dan. Eno opozorilo, tam, kjer je visoka nadmorska višina, boste najbrž prebrali že vnaprej, ampak res se zavedete, tako, res vam polagam na srce, vzemite si na easy prve 2 do 3 dni, ker je ful lažje, če si vzameš lepo počas, pa se telo počas prilagodi, kot tu, ker eni res vse na brzino, pol jih pa zadenejo ta zid in potlej nikakor se ne morejo pobrati. Tako da tu ni hec. No, tu bom rekla, tu ni hec, tako da boste previdni, kar se tega tiče. Kaj je must see do? Torej, kaj je nujno za vedeti, nujno za početi? Peru bi rekla, da je odličen za vse, ki imate radi naravo, pa karkoli povezano z športi zunaj, oziroma sploh z pohodništvom in tako, ker imate na voljo toliko enih trekkingov, različnih težavnosti in tudi veliko lokacij v bistvu takih, da malo boste mogli hoditi. Žal, že Machu Picchu je tako, tudi če boste šli do njega z vlakom, pa pol z avtobusom, kar je možno, boste po Machu Picchu mogli mičkeno hoditi, ne. Tako da je malo taka outdoor destinacija, ampak ja, must see do, za moje pojme je itak Machu Picchu. Cusco je kot neka zibelka, iz katere raziskuješ lahko potem Rainbow Mountain in Sveto dolino in še ful enih stvari okrog, tako da tam bi lahko bil človek po mojem en mesec, pa bi lahko hodil na izlete.
Bila sem potem v Arequipi, čudovito mestece za raziskovati in okrog imate ful stvari. Izpustila sem lago Titicaca, mislim, da je, torej jezero. Enostavno mi je zmanjkalo časa. Eni ga pohvalijo, eni so rekli, da je bilo malo dolgočasno. Potem najljubša aktivnost meni je bila ta, da sem šla plezati v Kolka kanjon, ampak tu je zelo taka specifična osebna moja izkušnja. Tlele imate vlog, če si ga hočete pogledati. Ampak ja, plezanje v Kolka kanjonu ni tukaj neka znamenitost, kot je pač meni ful fajn plezati, pa še ekipa je bila res ful fajn. Zaradi tega sem bila tukaj navdušena nad tem. Potem pa ta obalni del Huacachina je ful lepa z svojimi sipinami in tudi lahko bordaš ali pa smučaš ali pa pač se drajsaš po tistem pesku. Paracas me je tudi navdušil, imajo tam naravni rezervat in pa Lima mi je tukaj žal, da nisem imela več časa, da bi jo raziskvala. Jaz mislim, da si komot vzamete 2-3 dni za Limo. Mislila sem jo naprej čisto izpustiti, ampak pač ko sem jo videla, sem bila tako, pač sej mesto, kao rečemo, mesto je isto mesto, ampak ni, ne. V takem mestu pa še nisem bila, tako o Pacifiku, vele mesto, tako da zihar moram iti nazaj, če ne drugega zaradi Lime. No, poleg tega sem pa zdaj že parkrat omenila, sever je ful lep, kar se tiče narave, pa drugi popotniki so mi rekli, da je zelo malo obiskan, tako da imamo res ugodne cene, pa zelo veliko stvari za videti. Potem pa bi rekla, da je še cel svet zase, pač amazonski gozd, ki mi ga tudi ni uspelo raziskati, ampak verjamem, da je pač noro tam, živali, reke, narava, vse to. Tako da ja, Peru je ogromen, Peru je tako kot en kontinent skrčen v tisto državo in jaz verjamem, da vsak najde nekaj zase, tudi če je od vas kdo, ki je pač ful ljubitelj zgodovine. Tu boste imeli pač toliko stvari za videti in doživeti, da je pač noro. Vprašanje je bilo, kaj sem lahko prinesla nazaj v Slovenijo, kar se hrane tiče. Zdaj tako je, jaz sem šla na to pot namenoma z ročno prtljago in jaz sem šla na tovorjenake na polno, pač vse je pokalo po šivih in nazaj prav tako. S tem, da sem nabavila res bore malo darilc, v bistvu najmanj po mojem od vseh potovanj, ker enostavno mi je zmanjkalo časa na koncu, pa tudi nekako, ne vem, druge stvari so mi bile na koncu prioriteta. In sem prinesla sem nek alkohol, pa neke čokoladice pa tako. Ampak kar se tiče transporta stvari čez mejo, jaz mislim, da so neka mednarodna določila, ki jih lahko najdete na spletu, kaj se sme in kaj ne, in pol sem temu sledite. Nekduje sem napisal hrana. Hrana si zasluži tako cel vlog zase in se tudi veliko sem vam pokazala na Instagramu, kakšna je hrana pri njih, ampak hrana v Peruju je meni bila vrhunska. Ceviche je kot neka njihova nacionalna jed, torej surova riba, marinirana v limeti, koriandru, čebuljci in pol postrežejo z sladkim kuhanim krompirjem in rižom in ekspandirano čebulco in tako pač res dobro, tu sem jedla zelo velikrat. Jejo ta lomo saltado, ki je v bistvu govedna z zelenjavo, tako stir fry. In še ogromno drugih stvari, kot so kausa in morski prašički in ni da ni. Lačna nisem bila, jedla sem zelo dobro, tudi na vseh teh, če je v nekem paketu, ne vem, ko smo šli na trekking, bila vključena hrana, so se ful potrudili in se je videlo, da imajo občutek za pač neko osnovo. Poleg tega itak imajo ful tropskega sadja, takih stvari, tako da lačni ne boste. Jaz mislim tako, če niste ekstra zberčni, lačni ne boste. Je pa še nekdo vprašal, kaj pa želodčne težave. Jaz sem jih imela, ko sem priletela v Cusco, ampak jaz mislim, da je bilo tu povezano z utrujenostjo od cele poti, plus živčna sem bila, ker sem vedela, da grem čez 3 dni na trekking in sem bila tako, oh my god, a bo vreme, a bo uno. Tako da tu je bila ena stvar in pa še nadmorska višina. Jaz že, ko so bila s Klemnom v Himalaji, je mene čisto želodec bolel in je prav tak občutek, sploh ne trebušnih težav, ampak kot da je v mojem želodcu ena teniška žogca in vse, kar pojem, ostane v želodcu. Tak občutek je. Tako da tu sem imela izkušnjo. Je pa ogromno ljudi mi povedalo teh nekih popotnikov, ki sem jih spoznala, da so se zastrupili v Cuscotu. Ja, zdaj tu je taka stvar, jaz sem jedla na ulicah, jedla sem na tržnicah, ni bilo problema, na začetku sem pila šnopc po vsakem obroku, en žlunkec, drugi pač valjda tega ne počnejo, ker niso taki Balkanci. Tako ne vem, mogoče mi je tu pomagalo, ampak eni so rekli, da so se zastrupili tudi v njihovih, ne vem, Airbnb-ih, ko so imeli zajtrk vključen pa tako. Seveda neka splošna previdnost jo upoštevajte, ampak včasih pa tudi ne moraš vedeti, ne. Tako da ja, nisem temu posvečala zdaj ne vem kva pozornosti, pa je bilo v redu.
Ali te je bilo česa strah? Ja, strah me je bilo kupiti karto, strah me je bilo bukirati trekking, zato ker je bil pač 300 € in sem lahko, kaj če neki in pol zgubim ta denar. Strah me je bilo, kaj če se sploh ne bom več znajdla, če sem pozabila, kako je to potovati. Ogromno stvari me je bilo strah, mičkeno sem to naslavljala tudi v svojih vsebinah, ker hočem res dati ta občutek, da vsi se ukvarjamo z nekimi svojimi stvarmi in tle je bil res un feeling, just do it scared. Sem naredil to pač, tudi če te je strah in na koncu je izkazalo to za odličen nek nasvet, ki sem ga sama sebi dala. Na samem potovanju, da bi me bilo strah, pa ni bilo res niti enega trenutka, da bi se jaz počutila, zdaj sem v nevarnosti, zdaj se bo nekaj slabega zgodilo. Niti enkrat. Tak občutek varnosti. Jaz, ko sem priletela v Cusco prvi dan, ko sem se jaz zbudila, pač jaz sem šla na tržnico, jaz sem se počutila, da sem jaz stan doma in to je bilo to. In tak občutek je bil skozi do konca potovanja, tako da pač noro. Kaj bi spremenila, kaj bi dodala? Spremenila bi to, da bi tam ostala 2 meseca. Spremenila bi to, da me ne bi rabilo biti ničesar strah, preden sem šla, ampak da bi bolj zaupala temu, pač punca, daj sem pejt s tem flovom, pa bo good, če bo dež, boš dala gor dežno jakno, pa bo v redu. Če bo neki, boš tu uredila, tako kot si vedno do zdaj, tako kot si v vseh situacijah znala odreagirati, boš tudi tam, tako da tu bi si malo bolj tako polagala na srce. Jaz mislim, da tudi zdaj nazaj gledano, jaz ne bi dodajala nobenega novega kraja. Še vedno jaz mislim, da moj itinerar za moj način, tako kot sem rekla, da sem na poti še editirala in snemala, je bilo tu super. Nisem se počutila izžeto, imela sem vmes trenutke, ko sem počivala, imela sem trenutke, ko sem se lahko družila z ljudmi, ne sem, da sem šopala iz enega konca na drugega. In ja. Pa spremenila bi tudi, da če bi lahko bi eno mehno alpako pripeljala s sabo v Slovenijo. Zdaj pa še za konec imamo cene. Zanimalo vas je, kakšne so cene in general, stroški potovanja, karte, bivanja in tako naprej. Tako da dajmo še te tematike se dotakniti. Cene na splošno so normalne, cene se pa tudi zelo razlikujejo. Nek obrok na ulici te lahko stane 2 € do 4 €, ampak tu govorimo recimo za 4 € res dobiš juho, tako kvinojino juho recimo, pa neko glavno jed, nek krompir recimo, meso, zelenjavo, tako cel nek res poln krožnik in še sok zraven in pa še sladico. Medtem ko neko obrok v restavraciji te lahko pride dražje kot v Sloveniji. Tako da cene so solidne, bi jaz rekla. Sploh zato, ker jaz sem imela vedno, ko sem nekaj plačala, recimo, ne vem, dajmo za primer to, ko sem šla snowboardat po Sipinah. To je trajalo 3 ure, vključen je bil tudi ta 4-kolesnik in tisti šofer nas je drajsal gor pa dol, je bilo tako kot en zabaviščni park, pač res dober. In tudi boardali smo toliko veliko, da na koncu sem bila že jaz tako, no zdaj bo pa počas dost, ne. Pač tako, nisi imel feeling, da si nekaj plačal, pol pa ti niso dali v zameno tega, kar si plačal in zaključiš se je še ta trip z gledanjem sončnega zahoda v puščavi. Zato sem dala 20 € in na koncu, ko sem jaz prišla v hostel, ko je bilo vse zaključeno, sem bila tako, to je bilo pa res dobro, to je bilo 100-krat vredno svojega denarja, ne. In tak občutek je bil za vse stvari, za trekking, ki je bil 300 €, za res vse stvari. Pri ceni je to tako, kako vi hočete spati, ne. Hostel je 5 € na noč, neko fancy prenočišče je pa lahko dražje kot v Evropi. Tako da tu se vse zelo težkuje, kaj je zdaj general, ker Peru ponuja dejansko nekaj za vse standarde. Če ste backpacker, verjemite, boste preživeli na pocen, ampak ni pa toliko pocen kot v Aziji, vsaj po mojih izkušnjah. Sploh ti kakšni transport pa tu, nočni busi so tam okrog 25 do 30 €, ampak so pa tu orang dobri nočni avtobusi, ne? Ni tako, ko sem jaz v Indiji šla na nočni avtobus, pa sem takole bila, pa kure so okrog mene tekale. Pač tako, kot sem rekla, neki ful široki zici, zavesice, tema, stevardesa je not in tako naprej, ne? Tako da na koncu bi rekla, da so cene, ja, še enkrat, solidne. Ampak zdaj pa, kako konkretno je mene prišlo. Ker sem bukirala karto, mislim, da tako en mesec preden sem dejansko šla, je bila karta kar draga in je bila okrog 800 €. Letela sem Benetke, Madrid, Lima. Potem sem pa rabila bukirala sem Flixbus iz Ljubljane do letališča, sploh nisem vedela, da to obstaja, ampak dejansko imate Flixbus zelo ugoden, da vas pelje do letališča v Benetkah.
In pa potem sem v Limi se odločila, zaradi tega, ker je novembra, se začne deževno obdobje in sem hotela čim prej na trekking, tako da trekking sem si jaz bukirala na začetku potovanja. Sem v Limi, sploh nisem šla iz letališča, ampak sem imela čez 2 uri že let do Cuscota, tako da imela sem v bistvu ta en notranji let, ki me je prišel okrog 65 evrov. Imejte v mislih, da sem imela le ročno prtljago, če bi jaz imela še kovček, bi cena bila vsaj za 200 evrov višja, če pač vse skupaj vzamemo, da bi te karte upgradala. Vse skupaj sem zapravila okrog 2400 evrov in v to ceno je res vključeno vse, napitnine, darila, hrana, prenočišča, izleti ni da ni. Tako da meni se zdi tu zelo dober deal, lahko pa še vi poveste po vaših izkušnjah, kako se vam zdi, je tu visoka cena, nizka cena. Ampak da še malo razložim, kaj je vključeno v to ceno. Recimo, ene 10krat sem spala sama v sobi, torej sem si bukirala svojo sobo, velika tudi za svojo kopalnico. Ene 6 noči recimo sem spala v hostlih. V enem sem imela tako kar malo slabo izkušnjo, sem bila res, jaz sem prestara za to, ampak pol v drugem sem imela pa dobro izkušnjo. Tako da meni je bilo čisto v redu na kakšnih lokacijah tudi v hostlih spat. Pridete zelo ugodno, pa sploh če nisi na tisti lokaciji dolgo časa, je pač cool, pa še hostel ti da tu neko povezovanje z drugimi, pa zelo dober servis, ker imaš vedno nekoga tam na recepciji, ki ga lahko vprašaš, kako pridem od točke A do točke B. In tu, kot pač solo popotniku, ti res veliko odnese. Pa v večino teh prenočišč je bil vključen že zajtrk, kar je vedno tako cool, pač da začneš zajtrkom, pa greš pa raziskovati. Za hrano sem vam povedala, da so cene ful različne. Na začetku sem bila kar malo škrt, res sem skus jedla na tržnici čim manj zapraviti za hrano. Bi rekla pa bližje sem bila obali, bolj sem bila tako, zdajle bomo pa mi probali vse vaše delikatese, ker sem res tako moja številka 1 ljubezen je morska hrana in ribe. Tako da tam sem pa zapravila recimo na obrok 12 do 15 evrov, ampak pa če primerjamo z našimi cenami, bi mi v Sloveniji bi jaz dala za take jedi 30 do 40, mogoče 50 evrov, ker tu govorimo, tu so bile res tako sklede sveže ulovljenih morskih sadežev in neke juhe in seviše in ful sem vesela, da sem si tu prvoščila, ker je bilo res za dušo. Napitnine niso glih stvar, te pa vsi ti vodiči prosijo nekako na koncu, oziroma rečejo, če želite nagraditi, lahko pač date mi neko napitnino. Jaz sem malo šla v channeling Klemnove energije. Klemen je ful radodaren, ko pride do napitnin, ful rad nagradi ljudi, ki opravijo svojo storitev dobro. In sem ne vsem, ampak tistim, ki sem pa res cenila, kako so pač mojo izkušnjo izboljšali, zaradi tega, ker so imeli oni tako dobro energijo pri vodenju nekih pač dogodivščin, sem pač pustila in neki napitnine. Recimo 50 solov, to je dobrih 12 evrov, sem pustila vodiču Salkantej trekkinga, ki je bil z nami 5 dni, ker se mi je zdel, pač se vem, tu zdaj, ko na glas rečem, se sliši, kva 12 evrov si mi pustila, kera škrtica. Noben ni pustil to gnarja, vsi so mu dali tako po 10-20 solov, ampak meni se je zdelo, da je on je tako poskrbel, da smo mi v redu, poskrbel je za dobro voljo, poskrbel je za čisto vse, da sem res hotela na ta način izraziti nek hvala. No, mogoče še cene nekih dogodivščin. Salkantej trekking je bil 300 evrov, v to je bilo vključeno čist vse, tudi karta za Machu Picchu in pa vlak na poti nazaj. Imejte v misli, da samo v Machu Picchu pa karta za vlak že sama po sebi, če greste zdajle kupiti, je okrog 100 evrov. In meni se je zdaj to ful dober deal in tudi z drugimi, ki sem se pogovarjala, noben ni plačal manj od mene, tudi v drugih agencijah, jaz sem to vse malo takole inkognito malo sprašvala, če že je kdo plačal več. Tako da tu vam je lahko neka osnova, sem imejte v misli, da nisem šla v glavni sezoni. Šla sem pa prek KB Adventures, ki je v bistvu agencija, ki je situirana prav v Cuscotu in je perujska agencija. Po recimo, ko sem šla plezati z Alejandrom, je bila cena za 3 dni, 2 nočitvi, čisto vse vključeno, razen ena vstopnina v nacionalni park, je bilo 160 evrov. Tu pomeni tudi vključen rent, vse opreme, bencin, ker smo res mogli več kot 4 ure smo se v eno smer mogli peljati in tako naprej. Potem kakšni dnevni izleti pa tam tako 20 do 30 evrov.
Kar me je presenetilo v Peruju je to, da na nekih drugih destinacijah, ne vem, če se spomnim Gvatemale, Mehike, saj tako sem imela občutek, da smo takrat s prijateljico veliko več tako raziskovali. Usedel si se na nek lokalni bus, pa si kar malo šel. V Peruju so te stvari kar malo optimizirane, recimo lahko si samo gledaš Sveto dolino, ampak ja, imajo pa tudi te neke ture, ki pač te cel dan tam vozijo po teh svetiščih in sploh na začetku, ko hočeš še malo tako začutiti, kakšen je zdaj tle vibe, pa kako boš potoval, ti gre kar na roko in tudi ugodno je in ja, še enkrat ponavljam, value za vse, kar plačaš, je ful dobro. Tako da to je to, tlele vam dam še gor povezavo do Salkantay trekkinga, če nimate pojma, o čem govorim, kakšen je to trekking, sem vlogala iz tam in je full lušen video, tako da si ga lahko pogledate. Če na kaj nisem odgovorila, mi napište spodaj, sicer pa Peru res, mislim, da bo ostal tako v posebnem mestecu v mojem srcu in upam, da se enkrat uspem vrniti. Tako da ja, lepo se imejte in lepe praznike. Čau, čau!